Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes bomo govorili o bitki pri Termopilah. Leonidas in njegovih 300 špartanskih bojevnikov so bili obkroženi s perzijskimi silami. Špartanci so udarce za udarcem odbijali s svojimi ščiti, medtem ko so sovražnikovi vojaki drveli vanje kot valovi v nevihti. Kopja so se izstreljevala iz špartanskih linij kakor strele, trgala sovražnikovo meso, vendar so bili številčno premočno prekašani. Mnogi so začeli padati, ščiti so se drobili in kopja so se lomila. Leonidas in njegovih 300 špartancev so se umaknili na hrib, da bi se tam nazadnje postavili v bran. Nenadoma je puščica zadela velikega kralja v prsi. Leonidas je padel na tla, njegova kri pa se je vpijala v zemljo okoli njega. Bitka pri Termopilah je šla v zgodovino kot ena najbolj navdihajočih bitk vseh časov, vendar vse, kar ste videli v filmu 300, na platnu ali na televiziji, ni povsem resnično. Vse, kar ste gledali ali brali o bitki pri Termopilah, ni pravilno, vendar so nekatere resnice še bolj neverjetne kot dramatizacije iz Hollywooda. V bitki pri Termopilah se je borilo 300 špartancev in 7000 Grkov proti 300 000 glavi perzijski vojski. Razmerje v bitki je bilo 43 proti 1, kar pomeni, da se je proti vsakemu grškemu vojaku borilo 43 Perzijcev. Invazija Grčije sa strani Perzijcev je bila utemeljena predvsem na maščevanju. Kralj Perzijskega imperija Kserks je živel z brutalnim porazom očetovih sil sa strani Grkov v bitki pri Maratonu. Njegov oče Darius, kralj vsega od Egipta do zahodne Indije, Grkov nikoli ni uspel premagati. Neuspeh pri osvajanju Grkov je bil za vladajočo družino Perzije uničujoč udarec in ponižujoča napaka. Kserks je bil odločen zatreti grško nesramnost enkrat za vselej. Leta 480 pred našim štetjem je Kserks sa svojimi silami začel pohod proti središču Grčije, proti Atenam. Številne grške mestne države so se med seboj vojskovale. Ko pa so Atene prejele novico o prihajajoči perzijski invaziji, so prosile ostale mestne državice za pomoč pri zaustavitvi sil. Presenetljivo je, da se je Šparta odzvala prošnji Ateni. Do takrat se Šparta ni vpletala v konflikte s Perzijo, vendar so zdaj videli grožnjo kot preveliko, da bi jo ignorirali. Iz izvidniških misij so Grki izvedeli, da je Kserksova vojska ogromna. Ocenjena je bila med 100 000 in 300 000 mož. Grki so izbrali ozki prehod pri Termopilah za obrambno linijo, saj bi lahko tam strateško prekašali Perzijce. Leonidas je za svojimi 300 elitnimi špartanskimi vojaki in dodatnimi 7000 grškimi zavezniki prišel na lokacijo, kjer so se začele priprave na bitko. Perzijci so 3 dni neuspešno poskušali prebiti grške vrste. Kserks je poslal svoje najboljše enote, nesmrtne, a tudi oni so naleteli na močan odpor. Po 3 dneh bojevanja je izdaja prisilila Grke v umik. Leonidas je poslal večino sil domov, medtem ko je on s 300 špartanci ostal in se boril do konca. Perzijske sile so se približale z veliko previdnostjo. Špartanci, čeprav močno prekašani, so se borili divje. Na koncu so Perzijci premagali Špartance zaradi številčne premoči. Bitka pri Termopilah je bila taktični poraz za Grke, vendar je postala simbol poguma, žrtvovanja in neomajnega duha špartanskih bojevnikov. Zamuda, ki so jo povzročili Leonidas in njegovi možje, je omogočila drugim grškim mestnim državicam ključni čas za pripravo na obrambo. Na koncu so Grki premagali Perzijce v kasnejših bitkah, kot sta bitka pri Salamini in bitka pri Platajah. Žrtev Leonidasa in njegovih 300 špartancev ter drugih grških vojakov, ki so ostali in se borili, je postala bojni klic za grški odpor. Leonidasovo herojstvo in njegovih vojakov bo zavedno ostalo v zgodovini in popularni kulturi, kar nas spominja, da so včasih najbolj neverjetne zgodbe o pogumu in odločnosti tiste, ki so se resnično zgodile. Čeprav so morda vedeli, da ne bodo zmagali ali preživeli, so še vseeno poskušali zaščititi tiste, katere so imeli radi in jih spoštovali. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.